Mateja je uradnica na upravni enoti, Urh učitelj, Neža zdravnica, Jože pa sodnik. Vsi so zaposleni v javnem sektorju. Javni sektor skrbi za področja, ki jih potrebujemo vsi, zato mora biti dostopno vsem. Zagotavlja javne storitve, naprimer sodišča in pošta, in zadovoljuje javne potrebe, naprimer šole in bolnišnice. Poklici v javnem sektorju so torej tisti, ki delajo dobro skupnosti. Denar zanje pa prispeva država iz državne blagajne. Kako visoke so plače ljudi, ki so zaposleni v javnem sektorju, določa zakon. V zakonu piše, da je delodajalec vseh javnih uslužbencev Vlada Republike Slovenije. Nekateri zaposleni v javnem sektorju niso zadovoljni s svojo plačo, a Mateja, Urh, Neža in Jože ne bodo sami odšli k predstavnikom vlade, da bi se pogovorili o tem. O plačah in drugih njihovih zahtevah se z njo pogaja sindikat. To je organizacija zaposlenih, ki ščiti zaposlene in njihove interese. Sindikalni predstavniki se torej pogajajo s predstavniki vlade. Glavni pogajalec vlade je minister za finance Klemen Boštjančič. Vlada sicer že nekaj časa načrtuje, da bi spremenila oziroma reformirala zakon o javnem sektorju. Naj bi spremenili le sistema plač, ampak tudi nekatere druge člene, naprimer glede povračila stroškov za prevoz na delo in število dni letnega dopusta. A reforma zakona pomeni tudi več denarja, ki bi šel iz državne blagajne.